evropski poslanec Franc Bogovič podpira pridobivanje znanj in izobraževanje mladih. Zato je podprl tudi projekt Mladinskega centra Dravinjske doline pod nazivom Najdi pot v lokalno skupnost mladi odločevalci kot model dobre prakse za Evropsko unijo. Projekt je delno financiran tudi iz projekta Regionalno stičišče nevladnih organizacij Savinjske regije Novus, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo. To je inovativna metoda demonstriranja modelov demokracije in delovanja občinske uprave mladim v lokalni skupnosti. Zadnji februarski ponedeljek je ob zaključku simulacije seje občinskega sveta v dvorani Konjičanka v Slovenskih Konjicah povedal, da je ponosen, da je Mladinski center Dravinjske doline vključil dijake in študente v projekt pridobivanja neposrednih izkušenj. Kako upravljati in voditi državo, uporabiti diplomatsko politično noto, odločati in kako prevzemati za odločitve tudi osebno odgovornost. Tako župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek kot evropski poslanec Franc Bogovič sta se strinjala, da je model Mladinskega centra Dravinjske doline Najdi pot v lokalno skupnost mladi odločevalci primeren za širše slovensko okolje in ga kot model dobre prakse velja ponuditi v promocijo državam članicam Evropske unije. Lep dober dan vsem še enkrat. Enkrat smo se tudi sestavili dopoldan tu v Konjicah, da sem vas poznal vas in pa tudi, da sem se sam predstavil. In z veseljem pa smo se odzval na poziv Neže, ki je pač predstavila osnovno idejo, da v Konjicah pripravljate ta projekt, s katerim želite mlade ozavestiti o njihovi vlogi in o pomenu mladih odločevalcev v družbi. Zato moram reči, da sem izvršno veseljem to pristopil, kot sem že takrat omenil, sem se sam relativno mlad spustil tudi v te vode, v krajevni skupnosti, pa kasneje v občini, še kot postal župan. In nas tudi v tem Evropskem parlamentu srečujem zelo veliko mladih ljudi, ki so prisotni. Ta Evropski parlament je znam po tem, da je cela vrsta več kot polovica novih in med njimi novih poslancev Evropskega parlamenta in zelo veliko mladih. Ključni namen, cilj tega projekta je zagotovo ta, da se mladi čim prej zavedate svoje odgovornosti in predvsem te svoje možnosti, da o svoji usodi odločate sami. Mislim, da je danes vse premalo tega zavedanja. Ljudje tudi starejši imamo hitro to navado, da poiščemo nekoga, ki je kriv za našo nesrečo in poskušamo poiskati izgovore. Včasih smo govorili v starejših časih, da je bil to Beograd, potem je bil Bruselj, Mešče, Ljubljana. In v resnici pa je vedno vsakomor in posod povem, da svoje usode kovati si sam in zato je prav, da prevzameš inicijativo in da tudi začneš z aktivnim delom. Neža Pavlič, direktorica Mladinskega centra Dravinjske doline, je na simulaciji občinskega sveta občine Slovenske Konjice kot vršilka dolžnosti županje povedala, da bodo predstavili ideje, ki so njim najbližje in jim prinesejo največ. Predlogi mladih so šli v smeri spodbujanja druženja mladih, izgradnje bazena, organiziranja kulturnih in športnih dogodkov in iskanje načinov, kako zagotoviti sredstva za kakovostnejše življenje mladih z njihovim vključevanjem v družbeno življenje občine Slovenske Konjice. Ponudili so pripravljenost, da pomagajo sami z vložkom lastnega dela, znanja in svežih idej. V razpravi so mladi kar tekmovali v podpori svojim predlogom in z vprašanji skušali izvleči iz svojih kolegov čim večjo argumentacijo, zakaj bi ravno njihov predlog podprli. Glasovanje je prineslo zelo izenačen rezultat. Povezanost med mladimi je pokazala, da je pomembno, da mladi podprejo projekt drug drugega, kot tudi željo, da se izglasujejo vsi projekti. Na koncu je zmagala ideja Črno-beli pod svobodnim soncem. Mislim, da je en predlog tudi fajn zaradi ene celote in zaradi tega, ker je druženje in zaradi tega, ker smo v naravi, tudi ni zdaj nekaj ful športno aktivno, ampak vseeno tak en mali sprehod na Stari grad, kot tudi nekaj je. Potem tudi se nam ne zdi tako slabo, da bi gledali v bistvu slovenske filme, zaradi tega, da mogoče se vseeno malo bolj skoncentriramo tudi na našo kulturo, ne glede na to, da mogoče ni zdaj to neki v hude izobraževalne namene, ampak je vseeno verjetno boljše, da vseeno malo poznamo naše filme, kot pa samo hollywoodske. To predvsem, pa tudi spoznavanje mogoče novih ljudi. Zdi se nama tudi korida ideja zaradi tega, ker recimo koncerti, tako so recimo tu so že, v Konjicah
konica, zdaj pač glede filmov, ne, se jih pač ne predaje več tako pogosto, pač mislim recimo tako v Celju v kino, ne, pač jaz se skozi filmi, ne, tudi koncerti pač so kar pogosto, pač pri nas konica, filmova so pač bolj fajn gledati. Pavličeva je povedala še, da želijo mladim z udeležbo v projektu dati možnost, da se sami preizkusijo pri odločanju v okvirih demokratičnih načel in mehanizmov, ki potekajo v lokalni skupnosti, in jim tako dati voljo in pogum, da bodo v prihodnosti večkrat odločeni in zavedni, da so tudi oni tisti, ki lahko prispevajo k spremembam. Statistike in javno mnenje v preteklih letih odražajo zaskrbljenost nad nezainteresiranostjo splošne javnosti, nad delom občin, splošno kritiziranje ter mnenje, da se v občinskih sferah ne dela nič ali pa zelo malo. Njihove raziskave v okviru tega večmesečnega projekta so pokazale, da večina prebivalstva, predvsem mladih, takšno mnenje izraža predvsem iz dejstva, da jim delo občin nikoli dejansko ni bilo predstavljeno, torej nepoznavanje. Namen projekta je, da mladi v Slovenskih Konjicah spoznajo delovanje in delovne procese občine, hkrati pa se aktivno vključijo in tako so imeli to možnost v prvih mesecih letošnjega leta z udeležbo v tem projektu. Poleg predstavitve predstavniške demokracije na lokalni ravni so mladim omogočili sodelovanje v procesih odločanja in zamenjavo njihove vloge uporabnikov v izvajalce demokracije v lokalni skupnosti. Preko delavnic in srečanj, na katerih so simulirali delovanje občinske uprave in občinskega sveta, so mladi sami izločili problem in rešitev, ki se jim je zdela najbolj potrebna ukrepanja in jo s pomočjo znanj, ki so jih pridobili v sklopu projekta z obiski na občini, občinskih odborih, občinskem svetu in drugih telesih, spoznali in jo lažje prenesejo v resnično življenje in delovanje. Med projektom so mladi na kratko spoznali še sestavo in delovanje Evropskega parlamenta, njegov namen in vpliv na življenje mladih.